Pri mojem delu me spremljajo napake. Napake v znanosti največkrat pomenijo nekaj nepopolnega, slabega, pomanjkljivega. Zato so napake v materialih ponavadi nezaželene, ker lahko povzročijo, da so materiali bolj krhki ali pa spremenijo njihovo električno prevodnost. Kaj pa, če napake vzamemo v našo korist? Namesto, da se trudimo, da bi jih bilo čim manj v materialu, jih namerno ustvarimo. Prava vrsta napake, ob točno določenih mestih, lahko materialu da popolnoma nove lastnosti. Da pa napake postanejo nove lastnosti, je potrebno zelo dobro poznati. Moje delo se začne, ko kolegi pripravijo tak material in ga jaz pogledam z elektronskim mikroskopom vse do atomov. Prav spomnim se občutka, ko sem prvič zagledala atome z elektronskim mikroskopom. To je res navdihujoče in ta občutek me ves čas spremlja, ko gledamo nove materiale. Preučevanje, opazovanje napak v strukturi, opazovanje atomov, njihovo okolico. In to ne samo statično, ampak tudi dinamično, kaj se dogaja z njimi, če material segrejemo ali pa na material dovedemo električno napetost, je res vznemirujoče. Še bolj vznemirujoče pa bo, če nam bo uspelo pripraviti nek material, ki ga bomo mi čez leta v novih čipih uporabili prav vsi.